Damjan, bili ste zelo blizu tisti želeni zmagi, na koncu pa so Laščani nekako izkoristili bolj mirno roko, predvsem iz linije prostih metov, če ste tako izrazili. Ja, nismo igrali dobro tekmo, to je dejstvo. Vse skozi smo videli minimalno prednost Laščanov. Če pa vse skupaj sumiramo, se pač zgodovina ponavlja, slabo izvajanje prostih metov in kot ponavadi v Kruševcu gosti imajo 30 do 40 prostih metov, kar nam zaenkrat ni uspelo. Torej, statistično gledano, bili smo bolj v skoku, zanačeni v šutku 3-1, boljši v šutku za 2-1, boljši v asistencah in enostavno slabši v prostih metih in to je tokrat boljši tekmo. Ime majhnost kluba? Ja, ne vem, to bi lahko zatrdil, ampak pač nismo objektivni, ko gledamo tekmo iz klopi. To so pač zadeve za ljudi, za neko analizo, potem hladne glave. Zaenkrat se mi zdi, da so nekako Laščani dobivali preveč prostih metov. Vendar pa se mi zdi, da ste v dveh zelo razpoloženih igralcev, ostali igralci pokazali premalo, tisti ključni igralci nekateri. Ja, Marko Trenšo je igral zelo slabo, kar zadeva šuterski rating. Sicer je razdelil nas asistenc, kar ni malo. Je pa imel kriminalni šut za 2 točke, 12-1, enostavno ni bil ta pravi. Potem pač dosti kiksov v obrambi, nekako v enem periodu 4 odločitve sodniške take negotove na stran Laščanov, verjetno so tudi bile, jaz ne vem. In enostavno pomembno zmaga za Laščane, težek poraz za nas, sploh zaradi tega, ker zdravljamo 0-2 z Laškim in slednja tekma proti Oleku enostavno ni nekakšna izgleda kot pa zmaga. Izgubljeno pa še ni nič, kaj do konca je še kar dovolj, že prva priložnost v soboto za Enik tako. Hitro moramo dvigniti formu, kajti sledijo tekme, ki so dvojnega pomena, torej proti ekipam, s katerimi se borimo za gostitev, za prvaka. Ne smemo se nekako dovoliti, da izgubimo tekmo od Elektra in imamo 0-2 skor, ampak do konca lige je dolgo, po nekih izračunih je potrebno 11 zmag za gostitev, mi jih imamo 7 in mislim, da smo sigurno sposobni na naslednjih 8 krogih vse 4 zmage.